All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. Rainbow. All for rainbow. Tukaj je All for Rainbow podcast in z vami pa smo Maja, Nina in Sara. Zdravo. Živijo. Torej, današnja tema je roller derby in me mogoče najprej zanima, kaj sploh je to roller derby. Če lahko katera razloži. A imaš ti tudi že tako vedno nek klasičen odgovor, kad te ljudje vprašajo? Ja, Se mi zdi, da vedno, kadar nekomu poveš, da treniraš roller derby, so tako, kaj pa to? Jaz mislim, da vedno rečem, da je to kontaktni, ekipni šport na kotalkah, potem pa malo začneš tako, pa se nekaj malo zaletavaš drugo v drugo. okay. Ja, tak rugby na kotalkah na neki ovalni progi, sam da pač ni žoge, ampak je pač Res, ja, samo, ampak so sam ljudje. Veliko ljudi vprašajo, a je kakšna žoga? Ja, Okay, res? ja. Ni. Ni žoge, Zanimivo. samo džemarka. Mhm. Tako da, Pokrivalo na čeladi. tako nekako. Okay, torej, mogoče eno vprašanje, ki ga prej nisem vključila v naša vprašanja. Oprema roller derbija, pa kako se v bistvu igra, kako se razlikuje. Recimo, vem, da kotalke niso navadni. Ja, Niso rolerji, ja, kotalke, torej 4 koleščki. Potem moraš biti zelo zaščiten, torej ja, ščitniki povsod, čelada, potem imaš pa še mouthguard, kako je to počne? Ščitnik za zobe. Ja, Aha, ja, ja. okay. Vsaj iz moje izkušnje osebno mislim, da mi je že rešil zobe. Tako da, ker sem enkrat padla, pa bi lahko kaj šlo, pa ni. Ja, meni se zdi najbolj koristna stvar od vseh ščitnikov. Ja, Najbolj varno se počutim. Jaz pa moji kolenčniki smo zelo emocionalno povezani. Drugače pa tako mogoče za nek kratek opis, kako poteka igra. V bistvu roller derby, ena tekma roller derbija traja 1 uro, razdeljena je na 2 polčasa. In ti polčasi so razdeljeni na neke majhne enote, maksimalno 2 minutne, ki se jim reče džemi. Pač nimamo nekega slovenskega izraza za to, ker pobiramo vse iz tujine. In v bistvu med tem džemom se na progo, ki je pač kot da bi pomanjšal neko tekaško progo, samo da je v telovadnici na tleh. Okay. Recimo, če kdo vidi, kdaj je ono po stran v filmih, to je zdaj šlo malo ven iz mode. Predvsem zato, ker taka proga stane, imeti jo moraš nekaj in tako dalje. Ampak ja, skratka, na progo se postavi 10 igralk, 5 iz vsake ekipe, od tega so 4 blokerke, torej branilke, in eno je džemarka. Tukaj sicer načeloma govorim v ženskem spolu za vse skupaj, ker načeloma igramo ženski derbi, ampak to še ne pomeni, da ne obstaja mešan, oziroma da niso tudi drugi pač prisotni. Okay. Tudi ženski kot neutralni. Ja, tako nekako. No, ampak ja, 4 branilke, ena džemarka na vsako ekipo. Džemarka in ena posebna branilka imata neka taka pokrivala za čelado. Džemarka ima gor 2 zvezdi, pivot, torej ta posebna branilka, ima pa debelo črto po sredini. In v bistvu cilj je, da se v bistvu ta džemarka čim večkrat v tej 2-minutni enoti prebije skozi ta kup nasprotnikovih blokerk. Zdaj pač one pri tem ovirajo, se pač postavljajo na poto, tvoje ti načeloma pomagajo, ampak imajo tudi svoje delo ustaviti nasprotnikovo, ker se vse dogaja istočasno. So pa v bistvu tudi neka osnovna pravila, recimo ne smeš se spotikati, ne smeš uporabljati rok za zaustavljanje ljudi, nič porivanja, nič udarcev v glavo in tako dalje. Imamo precej špehnato
zbirko pravil. Sem hotela reči, ker rečeš osnovna pravila, misliš 100 strani pravil. Ja, ampak tako, recimo, ni tako, ker vsi so pol je pa s komolcem. Ne. Ne, veliko pravil je glede tega, da je res varno in takoj, ko delaš nekaj, kar ni varno, te pošljajo van. To se mi zdi kar fajn. Ja, jaz tudi kot sodnik sodim, pa recimo tudi, če nekdo igra tako, da v bistvu igra nevarno, kljub temu, da ne krši nobenega pravila, bojo še zmeri sodniki nekaj glede tega naredili. Bojo rekli pač, pazi to pa to pa to, pač to je opozorilo, ne vem, pred izključitvijo in tako dalje. Tako da sem že videla, da so se recimo tako nekoga, ki sicer ni kršil pravil zares, ampak je bilo njeno igranje zelo na meji varnega, da so malo umirili situacijo. No. Tako da to je nekaj malega v derbiju, za kaj več itak se zmer da pogooglati. Mogoče vaša ekipa je v bistvu edina v Sloveniji, Roller Derby Ljubljana. Kako je prišlo do tega? Kdo so Roller Derby Ljubljana? Midve nisva začeli. Ne, jaz sem prišla, mislim, da 2 leti po tistem, ko se je stvar začela. Prinesla jo v Ljubljano, je v bistvu Roller Derby prinesla ena gospodična, ki je študirala na Nizozemskem in se v bistvu tam s tem spoznala. Potem pa se je nekako začela ta ekipa pri nas. Vem, da ko sem jaz prišla, je bilo vse precej še v povojih. Mislim, da smo tako v prvih 4 letih kluba, torej 2 leti po tistem, ko sem jaz prišla, smo bili mogoče na 2 dogodkih, mislim tako, da bi rekli na tekmi ali pa prijateljski tekmi. Potem smo pa kar mal pojačali. Ja, potem se je pa pač korona zgodila. Ja, pač veliko je tega, dobiš izkušnje iz tujine, pač pomoč iz tujine. Torej, ja, pač dobili smo kakšne igralke iz tujine, so nas naučile stvari, potem greš na pač kakšno tekmo ali pa sam tako nek trening v druge države, s tem se veliko, pač večinoma igramo z Italijo, Avstrijo, tako da, ja, v bistvu tako smo največ pridobile. Ja, smo bili recimo tudi na turnirju v Parizu in tako dalje, ampak načeloma imamo tako v okolici ene par luškanih klubov, tako 2, 3, da res ni nek ful velik izlet priti do njih in si nekako potem izmenjujemo izkušnje in pomagamo in tako dalje. Koliko pa vas je trenutno, ki vas igra? Mislim, da trenutno ta cifra zelo variira, recimo pač midve sva trenutno obe neaktivni zares, ampak takoj, ko se nekako ta situacija s korono umiri, bom jaz takoj nazaj na kotalke. Ja, enako. Tako da recimo, tako, v najboljšem primeru nas je tam mene 12 bilo, zdaj sicer med korono pa 12 takih, ki lahko tekmujemo. Tako, 12 takih, ki lahko tekmujemo, ja. Zaradi tega, ker je kar nekaj vedno tudi novih, vsako leto, zdaj smo tudi 2-krat na leto imeli, da smo sprejemale nove, tako da potem učimo tudi te nove in ja, se dodajajo, potem tudi grejo kakšne, tako da ja, vedno se spreminja ta številka, trenutno pa zelo tako okvirno ta številka zaradi korone, ja. S čem bi mogoče rekli, da se roller derby razlikuje od drugih športov? Meni se zdi, da v vsem. Jaz sem izjemno nešportna oseba. Ja, jaz tudi. Sovražen šport, ampak roller derby pa obožujem, tako da že mora biti nekaj na tem. Pač mislim, da v veliki meri je to, da je na prvem mestu bolj ta kultura, šport, pač kultura, neka subkultura je. To ni tako nekaj, kar greš trenirati. Pač ja, se lahko greš trenirati, samo slej, ko prej te pač ta subkultura, pač derbija, ki je v bistvu neka taka DIY, torej naredi sam, potem pač ful povezava tudi z nekimi pač političnimi, recimo, mislim politično, nekako aktivistično tudi, ker recimo mi probamo vsako leto biti na Prideu, recimo. Definitivno povezava s queer skupnostjo. Ja, s queer skupnostjo, s feminizmom, potem neko to pač
noto pomaganja drugemu tudi nekako. Tako da, Pač zelo se je grassroots začel in še vedno je nekako Ja. to. Pač res, da se v veliki meri tudi pač gre v tej smeri profesionalizacije, pač so ekipe, ki so zelo tako, pač zelo športne, ampak hkrati je pa še vedno res ta neka kultura. mislim, ja, recimo v primeri, imaš unih nekih pač 100 ekip, ki so pač res, res dobre, ampak potem vse ostalo imaš, mislim, ekip. Stvar je v tem, da načeloma ves derbi poteka v nekih ligah, zdaj pač tudi roller derby Ljubljana je načeloma liga, samo pač nimamo več ekip znotraj same lige, zaradi tega, ker nas ni dovolj, ampak ne vem, če že pogledaš kakšne, ne vem, iz New Yorka, kaj so že Gotham derby, imajo, mislim, da tako 4 ali 5 pač ekip za tekmovanje med sabo doma in potem imajo All Stars travel ekipo, jada. Ampak tudi te ekipe tekmovanja doma se še zmeri ful ohranja nek ta DIY duh oziroma pač skupnost. Tako da. Ok. Ja. Ja. Tako se mi zdi, da sta malo že odgovorili, ampak če že imate mogoče kaj za dodati na temo, kako je biti del roller derby skupnosti. Jaz imam mogoče ene par lušnih primerov strani tega. Enkrat sem šla, recimo, mislim, roller derby skupnost je zmeri tako nekaj, kar presega meje, pač državne meje, obvezli, ne kakršnih koli drugih. Debatable. No, ampak recimo, enkrat sem šla na Islandijo čisto zaradi nekih svojih zadev in sem bila tako, no, kaj pa če jaz v bistvu vzamem s sabo kotalke in sem napisala potem Reykjaviški ekipi, a lahko pridem na en trening in sem pač en cel trening trenirala z njimi. Ja, jaz In tudi sem sem šla pač- na pripravništvo na Dunaj in sem tudi pisala ekipi in sem trenirala z njimi. Tako Ja. da to je definitivno neka stvar, ki se dela. Pa recimo pač kot nekdo, ki se ukvarja tudi z uradovanjem, torej officiating, pač sem kar ene par tekem že odsodila, se je v bistvu mislim, ponavadi si tist, pridemo soditi, sem zrihtite nam za spat in pač prespiš pač nekje na domu nekoga, ne vem, Dunaj, Linz ali pa pač kjerkoli drugi, odvisno od tega, kam potuješ soditi. Pač tudi Pariz, ko smo šli. Ja, jaz sem v bistvu prespala takrat pri eni igralki. No, to je kar fajn, da še malo skupnost drugo spoznaš. Ja, pa se kaj Ja, naučiš. definitivno pač imaš nekaj skupnega s temi osebami in se lahko zaradi tega dosti navežeš. Ja. In se mi zdi, da pač vse smo dobile kakšna prijateljstva in tako Ja, iz drugih definitivno. ekip in to. Ja. Kak pa je glede povezave med queer skupnostjo in roller derby skupnostjo? Omenili ste že, da se udeležujete Pridea vsako leto. O tem imam jaz ogromen za govor, tako da. Go ahead. Pač, če že o Prideu, smo tudi eno leto sodelovali s Ljubljansko parado, da smo v teh dogodkih, ki je pred paradnim dnevom, smo imeli eno tekmo, ki je bila povezana s Prideom in potem tudi pred tekmo sem jaz organizirala eno okroglo mizo, ki je bila točno o tej temi, torej roller derby in queer skupnost, kaj je tukaj skupnega. Ampak ja, to je dosti povezan z zgodovino roller derbyja. Če gledamo pač res tako celotno zgodovino, pač lahko gledamo konec 19. stoletja, začelo se neko kotalkanje, tekmovanje s kotalkami, potem se je v 20. stoletju to razvilo v neke tekme tako na dolge proge, potem se je razvil tudi, oziroma je malo pomrl in potem spet vzniknil kot nek ta WWE, pač wrestling, neki na to foro, potem spet malo zginil in potem na začetku tega stoletja se je pa začela ta moderna oblika roller derbyja, torej pač kot ta šport na flat track, torej na ravnem, z vsemi temi pravili, oziroma pravila so se tudi z leti dodajala, ko vidiš, kaj
kakšne situacije lahko nastanejo. Ja. Ampak ja, torej to se je začelo pa v Teksasu in so v bistvu Austin, ja. 2003 se mi zdi. Mislim, da ena. 2003. Preveri, ampak ampak ja, začel se je dost s tem DIY, grassroots duhu. Mislim, da so pač queer skupnost je v bistvu to ustvarila in je vedno bilo nekak del tega. Tako da, ne vem, jaz sem vedno bolj presenečena, če je kakšna, mislim, sej so kakšna straight oseba, ki se pridruži, kakor ne. Vem, da obstajate, ampak sem vedno presenečena. Ja, je pa tudi dost taka stvar, ki se vključuje v pravila, pač veliko govorim o teh pravilih, ampak nekak roller derby kot pač to verzijo, o kateri večinoma govorimo, organizira organizacija, ki se imenuje WFTDA, to je Women's Flat Track Roller Derby, torej flat track zaradi tega, ker naravnem, women's zaradi tega, ker se je začel kot ženski šport in potem je bilo glede tega dosti tudi pogovorov, kaj zdaj s tem, kako vključiti zdaj različne queer osebe, kdo se vključuje v to, kdo ne. 2004. Ne. WFTDA je bil v 2004. Ja, WFTDA, ampak to je bilo kasneje. Fair enough. Ja, pač najprej so morali ekipe nastati, preden je bila organizacija. To je tudi res. No, Austin Roller Derby je bil pa 2001. Tako da, Do not doubt me. No, do doubt me. Torej, ja, v bistvu glede vključevanja oseb je dost časa trajalo, da se je nekako razvil v to vključujočo skupnost, kot je zdaj. Ne toliko glede teh LGB delov, ampak bolj, ko govorim o trans osebah. Torej, pač na začetku je tako nobenih pravil, vsi ljudi, pač vsi, ki jim je ok, pač kot ženski šport trenirati, so bili dobrodošli. Potem pa se je začelo neko izključevanje, ni bilo nobenih pravil jasnih glede tega, potem je WFTDA, mislim, da okoli 10 let nazaj, da je se dalo neko pravilo, da so vse ženske dobrodošle, tudi trans ženske, če testirajo hormone, da so na neki ravni, kar je absurdno in hvala Bogu ni dolg časa to držali, zdaj je tako nekako, da to, kar sem rekla, torej pač vse osebe, ki jim je v redu, da so v športu, ki velja za ženski šport, da so lahko del tega. Nekako bi jaz v to vključila, pač gre za ženske in nebinarne osebe. So pa tudi pač mešane ekipe in pa tudi moški roller derby tudi že dolg časa obstaja. Veliko manj je tega, ampak obstaja. Tako da pač v bistvu glede tega, da pač je že dolg časa so ti pogovori, vedno je bilo del tega športa, neka diskusija o LGBT osebah, ker LGBT osebe v bistvu smo res velik del roller derbyja. V bistvu mislim, da je ena stvar, ki nas pač privlače, ta pač community, pa nasplošno tako se je začel z nekimi tudi feminističnimi notami. Definitivno. In pač, mislim, feminizem spet se mi zdi, da pač načeloma hitro privabi pač ljudi, ki pač živijo izven nekih norm. Pač, mogoče se je to pač začelo z ženskami, ampak tudi pač večina žensk, pač cis žensk pri nas pač ni straight, tako da potem zelo hitro potegne vse skupaj zraven noter in je sam štingice. Ja, to je res. To sem enkrat brala različne zgodbe oseb, ki so se pridružile roller derbyju in tako postopoma ugotovile, da niso lih toliko straight. Pač toliko časa gledaš te ženske, ki kotalkajo v hudih oblačilih in se malo zamisliš nad sabo. Pa recimo ena od stvari, ki jo jaz sploh v nekem bolj sodniškem Kakor jaz sicer govorim o sojenju in vse skupaj, jaz sem še zmeraj pač tudi igram, ampak sem pa veliko pač imela izkušenj kot pač official, torej kot nekdo, ki je zraven prisoten z tega vidika.
zelo velikrat se recimo, sploh na začetku se določi, da se sploh, ko se recimo govori o tem, kaj se je dogajalo v okviru, ne vem, sodnikov in tako dalje, recimo that skater did that, se res zelo redko uporablja kakršenkoli gendered jezik, se v bistvu prav izogne pronavnom, ker še zmeri je lahko they them nekomu, ki se je pač she her uncomfortable in se pač res nekako res izogiba pač temu jeziku, ki je pač spolno zaznamovan. Pa pač tudi pogosto recimo, če se spremlja kakršenkoli tale, se spomnim za zadnji championship, torej za zadnje v bistvu prvenstvo lig, ne za svetovno. Vem, da je bilo prav posebej za vsako oziroma vsakega podčrta je bilo pač povedano, katere zaimke v bistvu uporablja in se tudi v bistvu komentatorji v okviru komentiranja tekem so sledili tem zaimkom, tako da Fajn. ja. Se mi zdi, da redko kje doživiš kaj takega. Pač tukaj se res vidi to, koliko pač, ker ni nek mainstream šport, pa to, kar sva tudi prej govorili, pač ja, gre neki v smeri pač profesionalizacije, ampak je še vedno pač veliko bolj ta DIY skupnostni projekt, kjer potem lahko delaš take stvari, ja. Ok. Komu vse priporočata, da se pridruži roller derby skupnosti? Mislim, pač načeloma komorkoli pač ustreza nek fizičen šport. Je nad 18. Ja, to je pomemben faktor. Ima zavarovanje. Ja. Ker se, mislim, poškodbe niso tako zelo pogoste, ampak se zgodijo. Bolj so modrice, predvsem modrice, kar pa nam Odvisno je všeč. Odvisno od tega sicer, koliko si občutljiv na to. Jaz nikoli nisem kaj dost plava, zate pa zelo dobro vem. Smo bile povabljene v eno študijo glede modric. Ja. Ena vedla, da tukaj so osebe, ki imajo pogosto modrice, lahko dobimo. Jaz sem bila tako, hočem sodelovati, samo moje so bile vse zelo bedne. Tako da. Ampak ja, ne, drugače ja, komorkoli v bistvu ustreza nek fizičen šport, ki pač ja, je kontakten, ker še zmeri pač ja, nekdo se bo vate zaletel s polno silo, to pač je dejstvo. Če pa pač bi nekoga zanimala samo skupnost, je pa zmeri možno udejstvovanje pač kot uradnik, oziroma mislim, da smo mi to prevedli kot golonogi uradnik. To so v bistvu vsi ljudje, ki zraven prisostvujejo pri tekmi, pri zapisovanju in tako dalje. Tako, za predstavo, koliko ljudi se potrebuje za tekmo, ekipa ima lahko v bistvu tako na tekmo pač 15 različnih ljudi, ki jih menjava na pač 15 tekmovalk, torej 30 tekmovalk vsega skupaj, ampak potem sodnikov imaš 7, minimalno 5, ampak 7 je a good number, uradnikov pa mislim, da skupaj z vsemi komentatorji, brez ljudi, ki popravljajo progo, ki jim rečemo track ninja, mislim, da jih rabiš 14. Ker pomeni, da rabiš 21 drugih ljudi, ki sploh ne kotalkajo, zato da se tekma dogaja. Pa brez zdravstvenih delavcev, ki morajo tudi biti. Brez zdravstvenih delavcev. Ne govorim samo o zapisnikarjih, komentatorjih, vseh teh pridnih, mislim, vsi ti pridni pomagači, ki pač so prisotni zraven in brez njih se pač tekma ne dogaja. Tako da ja. Del skupnosti si lahko tudi pač, če nočeš sodelovati v športu. Ja. In pač teh smo zelo vesele, to je res ful fajn. Ampak bi jaz tudi dodala, da ni treba biti toliko navdušena nad športom, aktivnim športom, da si tudi del športa. Ker, kakor sem rekla, jaz res nisem športnica, pa je vseeno. Ja. Najdeš res lahko zabavo v tem, je ful fajn.
Ok, mogoče za na konec sem se spomnila tudi, da ima vsaka igralka svoje ime. Ja. Kateri sta vajni imeni, ko tekmujeta? No, jaz sem Skarazoros. Jaz pa Cruel Intentions. Ja, še to je v bistvu, da bi ti omogočil imeti nek pač tak rough alter ego, tako da... Nekje sem prebrala, da so primerjali to malo tako kot z drag name, kar res ni na tak način, ampak malo pa je. Mislim, no, odvisno od tega, koliko make-upa si naklikaš gor, ker nekateri so oziroma smo kar navdušeni nad tem, tako da... Mislila sem, da je tako malo drugačen vibe imen, ampak je tako, da imaš nek alter ego lahko znotraj tega in ta imena so ful dober del spet pač te kulture v bistvu roller derbyja. Res se mi zdi, da kar pomaga malo tudi, ko igraš. Ja. Mislim, jaz imam tudi pač jaz tako, da bi jaz vem, da sem insufferable po mojem, tako da pač, ker jaz sem tako najbolj polna sama sebe in najbolj tako, no, haha, look at me, haha. Tako da tako sam pomislim, ampak tako, med samo tekmo je pa to tisto, kar meni drži samozavest in je tako samo sam grem. Sem the best, the coolest, yes. Najdemo vas na socialnih omrežjih, na Instagramu in Facebooku. Roller derby Ljubljana. Tako da. Tako da, če se želi kdo priključiti, vam lahko tam tudi... Ja, definitivno. Tudi na e-mail. info.rollerderby@gmail.com Roller derby je z 2 l-jema in y-om. Mislim, da trenutno, pač ponavadi smo imeli tako, da smo v valovih sprejemali nov folk, ampak mislim, da trenutno letošnja situacija je bolj ti sam prid. Tako da, če je koga zdaj zamikal, da bi prišel pogledat, sam pač pište nam jim, pač, mislim, mi dve trenutno sva tako, ne, sem na pol prisotni res, ampak se vidimo na neki točki, tako da. Super. Potem je to. All for Rainbow podcast se poslavlja in se slišimo v naslednji epizodi. Hvala vama, da ste bili moji gosti. Z veseljem. Tako da, adijo. Ciao. All for Rainbow. All for Rainbow. All for Rainbow. All for Rainbow. All for Rainbow.